Živo in dobrodošli na podcastu Filmarija, ki ga organizira Društvo slovenskih režiserjev. Jaz sem Luka Marčetič, tokratni moderator debate, ki bo potekala o eni za mnoge, še posebej v Sloveniji, kontroverzni temi piratstvo. Zakaj temu tako pravim, to bomo še videli. Z mano so trije gosti, režiser in scenarist Miha Hočevar, ki bo malo povedal o svojih izkušnjah s filmom Gremo mi po svoje, ki je malo predčasno prišel na internet. Pod imamo Anžeta Tomiča, novinarja in podcasterja, bivšega in tudi sedanjega v bistvu z Aparatusa, tudi danes vodi oddajo Od bita do bita na Valu 202, z Marušo Kerec. Res je. In Peter Kep, vodja strokovnih služb na Zavodu za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov audiovizualnih del Slovenije, oziroma če čisto skrajšam, AIPA. Živijo vsi trije. Jaz bi kar v bistvu šel takoj na te, Peter, in te vprašal, da malo na hitro poveš, kaj za vraga je ta AIPA. AIPA je kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic na AV delih. Tako kot si že prej povedal, v bistvu mi imamo licenco države, da trenutno samo kabelskim operaterjem sicer zaračunavamo neko nadomestilo in ga potem delimo med imetnike pravic, ki so avtorji, producenti in izvajalci v bistvu, ampak tako, eni dobijo samo iz privatnega kopiranja, eni pa pač tudi iz kabelske retransmisije. Mi se borimo, da bi imeli tudi kakšne pravice za te online oziroma streaming platforme, ki so v lanskem letu doživele največji boom na trgu audiovizualnih del, vendar je to, kot rečeno, odvisno od procesov Urada za intelektualno lastnino in pač nas samih, da dobimo to dovoljenje in lahko uveljavljamo tudi te pravice. To je to zaenkrat. Anže, ti si v bistvu, ti prihajaš nekako iz novinarskega področja tukaj, ne? To se pretvarjam, ja, res. Ja. Tebe imam tudi za enega od, se ne vem, popravi me, če mislim narobe, ampak predvidevam, da smo vsi štirje tukaj nekako, če upam povedati, imeli izkušnje nekako s piratstvom, bodi si, da smo neki downloadali, bodi si, da so nam kradli celo. A si ti nekoč downloadil stvari z interneta? Ja, valjda, mislim, kdo ni. Kdo ni, ja. Kdo ni, ki je imel računalnik, sploh na začetku. In vprašanje, zakaj si? Ker gremo reči, da so bila finančna sredstva. Tako, jaz sem spadal v tisto, mislim, da smo vsi, sploh ko smo bili, gremo reči, dokaj mlajši, spadali v eno skupino ljudi, ki v resnici nikoli ne bi bili stranke stvari, ki smo jih pač vzeli iz neta. Ne. Pač ne, jaz od mene od tistih stvari si v resnici ne bi mogel privoščati. Pa se jih je dal dobiti, se temu reče včasih. Ne. Je pa res, da jaz sem pač 83-letnik sem. Pa so isti letnik, ampak vse to sem hotel komentirati, da sem že toliko star, da smo včasih piratske CD-je naročili po Salamonovem glasniku. Ja, pri nas je bilo še bolj, ker je en na gimnaziji v bistvu kar disk okoli nosu, ne. Pa smo si disk reke kupali, ne, ti se lokarepsko. Ampak je pa res, da takrat ni bilo, takrat se je v bistvu tako res ta splet se je res šele začel na način, da je sploh lahko kar drugega kot tekst šlo po spletu, ne. In je v bistvu je bilo zelo drugače, je zdaj. Se mi zdi, da zdaj imajo tudi mlajši ful manj izgovorov za to početje. Pa nočem bi zdaj model, zdaj pa ne smete več, ali whatever, ker to je res, se mi zdi, dosti kontraproduktivno. Ampak se je res, veliko se je spremenilo v tem času. No? Včasih se je dol vlekel tudi zaradi tega, ker so ene stvari enostavno samo tako bile na voljo. Ne? Pa že spet, to je dosti slab izgovor, v bistvu ne, ker noben mu nič ne pripada v resnici, ne. Ampak je pa splet ful povezal dejansko
svet na ta način. Iz ene stvari si res pač dobil samo tam. Ne? Ni bilo tako, da lahko bi šel pa nekomu denar dal v roke, zato ker je nekaj naredil, sploh ni bilo te možnosti. Tako da saj ta izgovor je nekako bil. Ne? Pa tudi ni bil vedno v veljavi, v resnici, to je treba povedati. Ni tako, da ne pa zdaj to vsakič bilo res. Ne? Ampak načeloma, valjda sem. Ne? Dobro. Miha, ti si, sorry, če tako rečem, iz malo starejše generacije, pa me zanima, kako ste vi v svojem času piratizirali stvari, preden je sploh bil internet tako narejen, da si lahko to sploh počel. Ja, bom 6-letnico povedal, 63, torej za 20 šišam mlajša kolega. Seveda, pri nas je bilo film, absolutno se filmov takrat ni dal piratizirati, ker sem bil naprimer pubertetnik, najstnik, takrat, ko nas je začela recimo muzika in film zelo grabiti. Smo pa tako, nekdo je imel ploščo gramofonsko, takrat so se pojavili, pač kasete so se pojavile, kot smo opazili pred kratkim, premenil človek, ki si jih je zmislil, nek Nizozemec. In potem smo iz plošč na kasete, potem kasneje iz kaset na kasete, potem so bili CD-ji, pa smo CD-je v kompjuter itd. Do danes. Se pravi, pri nas je bila, pri naši generaciji je bila glasba večinsko piratizirana. Filmov pa moram reči, se tle mečkam ne, zdaj glih pohvaliti, ker malo izvira tudi iz moje računalniške nesposobnosti, ampak ne piratiziram. V bistvu nisem še niti enega filma v svoji gledalski karieri snel dol. Sem jih pa par pogledal, ko so mi jih kolegi omogočili, ker se jih ni dal drugje dobiti. Evo, tako za enkrat. Nice, čestitam. Peter, ti si človek s podatki. Pa bi jaz kar takoj začel s tem, v bistvu sploh ne bom govoril, koliko del oziroma fajlov ali karkoli se nalaga z interneta ali pa downloada, ampak bom kar uporabljal izraz krade. mogoče, če se tako pogovarjamo. Izraz v bistvu, ker jaz mislim, da ima veliko ljudi občutek, da če pa je nekaj tak nematerialnega, se pravi v obliku pretakanja vsebin ali pa tudi, če downloadaš na en disk ali pa nekaj takega, da to ni kraja, ampak dejansko je. Ne? In mislim, da tudi ne smemo nikakor mešati svobodo govora ali pa z odprtostjo interneta, kar se velikokrat dogaja, še posebej v piratskih strankah, ki so v Evropi nekje prisotne. Ne? Ampak gre dejansko ne gre za omejevanje kogarkoli, ampak gre pač za urejanje nekih transakcij na internetu. Ne? Se pravi, po domače, če hočemo zdaj iti kruh pa vodo, moramo vsi imeti, ne, če hočemo preživeti. Ampak če greš v trgovino, pa jo vzameš brez da plačaš, ne boš daleč prišel. Jaz mislim, da moramo vsi imeti tudi neko obliko zabave, naj si bo to glasba, audiovizualna dela, gaming, ki je zdaj popularen ali pa karkoli. Tega tudi ne moreš kar vzeti, pa pričakovati, da noben ne bo, v bistvu, da ne bo sankcionirano. Zdaj, težava Slovenije je že v zavedanju tega, pa ne samo Slovenije, tudi Evropske unije. Spomnim se, da je bila pred leti narejena raziskava glede piratstva na nivoju Evropske unije in je tako 80% ljudi reklo, da oni so pa ful proti piratstvu in zelo podpirajo to, da se to omeji. Po drugi strani je pa ravno teh približno 80, malo manj bi odstotek reklo, da je že, da pa če pa nekaj ni dosegljivo, pa da potegnejo dol iz torrentov ali pa iz interneta. Ne. Tako da že to razumevanje vidimo, da pač ni ravno globoko. Druga stvar je pa to, da tudi zakonske podlage morajo biti, da se stvari dogajajo. Recimo v Italiji imajo dobro rešitev, kjer so se čisto izognili sodiščem in imajo pač upravni postopek, ki je mnogo krajši kot kakšnokoli sodišče, na nivoju AKOS-a, kar je pri nas AKOS, Agencija za komunikacijske. Oni imajo pač vsak internetni operater oziroma ISP mora imeti dovoljenje AKOS-a oziroma italijanskega AKOS-a, da lahko deluje na področju Italije. Ne? In oni so pač naredili en hiter tak pritožbeni postopek, kjer lahko nekdo, kateremu so pravice v bistvu kršene s tem nelegalnim
početjem, se sem pritoži, oni presodijo in vsem kabelskim oziroma internetnim operaterjem, pri nas so več ali manj povezani, prepovejo dostop do te spletne strani ali pa karkoli takšnega. V Londonu recimo se antipiracija dela s pomočjo lokalne policije. Se pravi, tam, če oglašuješ na piratski spletni strani, pride policija v tvoj, frizerski salon in reče, podpiraš kriminalno dejavnost in ti daje tebi kazen. Se pravi, to je recimo en način napada na piracijo, da se v bistvu njim odzame možnost financiranja spletnih strani, ker strežnik nekaj stane, gostovanje nekaj stane, domena nekaj stane in tako. In morajo imeti nek prihod, tudi če so navzven brezplačne. Tako da na ta način se stvari delajo. Pri nas je v bistvu že zakonska omejitev ta, da moraš dokazati na sodišču, ki seveda ne razume piracije, da je bila narejena večja gospodarska škoda oziroma da je tisti, ki je imel piratsko stran, dobil večjo gospodarsko korist, kar se včasih zelo enostavno dokaže, ampak pri nas ni šlo to še čez, nimamo še sodne prakse, na to še čakamo, bom rekel. Je pa dejstvo to, da se s tem noben še resno ni ukvarjal, nažalost. A te lahko vprašam, v bistvu, če se navežem na to, kaj je sploh tukaj dovoljeno in kaj je prepovedano v Sloveniji specifično in kaj delajo tujini drugače kot tukaj? Ja, prepovedana je kraja, Sam je treba dokazati gospodarsko korist nad 5.000 evrov, kar se je enkrat poskušalo eno sodno postopko ravno proti najbolj slavni spletni strani v Sloveniji, eni top 10 veskanih spletnih strani Partis.si, ki je pred kratkim padel dol in je sodišče zahtevalo poimensko oziroma na vsako vrstico repertoarja, bom rekel temu, ocena škode, kak je nastala škoda in tako. In mi smo naredili screening tudi te strani, zaradi tega, ker smo hoteli vedeti te podatke. Za vsak slovenski film mislim, da je bilo, čez 1000 downloadov, pa vseeno mislim, da ni šel primerno na koncu naprej in zaradi tega nimamo slovenske sodne prakse, ampak dejansko je prepovedano uporabljati kakršnakoli dela glasbena, audiovizualna, kakršnakoli druga, brez dovoljenja imetnika pravic. In to je ključno, ker imetniki pravic oziroma avtori imajo vedno izključno pravico. Izključno pomeni to, da lahko nekoga izključiš iz uporabe tvojega dela. Recimo producenti pa izvajalci imajo ponekod poplačilne pravice, kar pomeni, da nekdo, ki uporablja tvoje delo, mora plačati, ampak vseeno to pač brez dovoljenja stvari ne grejo česa. Pri nas v bistvu bi bilo najbolj elegantna rešitev to, da bi se DNS-je blokiralo, se pravi, temu se reče Deep Level DNS Blocking, kar pomeni, da se zblokira stran in vse ponovne poskuse pojave te spletne strani pri vseh ponudnikih interneta in to seveda bi bilo še enkrat najbolj elegantno narejeno, tako kot so Italijani naredili, da imaš pač kar tam pritožbeni organ pri Akosu in da to gre v sekundi dol, ker sami vemo, domeno lahko kupiš v 5 minutah, spletno stran imaš lahko v naslednjih 5 minutah gor in če eno spletno stran zablokiraš, pa se pol pojavi čez 5 minut ali pa 10 minut na drugi domeni, nisi nič kaj dosti naredil. Ta piratska zaščita mora biti zelo učinkovita in hitra. Če pa gre na sodišče, kjer povprečen primer traja 5 do 7 let, pa še to proti neznanemu, ker se ne ve, kdo je točno zadaj za Partisom, uradno. Proti neznanemu storilcu je to v bistvu izguba časa, denarja in energije. Anže, a se ti zdi, oziroma kaj misliš, kakšen mindset je danes v Sloveniji glede tega, da bi ljudje plačevali za vsebino, a gre kaj na boljš ali ne? Mislim, slab je definitivno, tega zavedanja res ni, saj tudi mediji niso ubežali internetu, pa temu vse je zastonj momentu, ki se je zgodil. Ampak je pa res, da se pa stvari spreminjajo, ker tudi v bistvu sploh svoj denar spraviti na internet v Sloveniji mislim, še zdaj ni ful trivialno,
pa zelo dolg časa je bilo pa zelo težko. Ne? Tako da jaz to res težko sam gledam načinove bogi, vsi, ki so nam kadarkoli kaj ukradli. Ne? Mislim, tudi težko je dati komu denar, ne? Na netu, ne? Razen če mu ne po pošti pošleš, če imaš njegov naslov. Ne? Tako da, mislim, veliko teh stvari se reže z boljšimi uporabniškimi izkušnjami na spletu. Ne? Sej, to je recimo en tak primer, ki je zelo mogoče pač tak, se ga vedno jemlje, ampak so bili pač iTunes, ne, v Ameriki, ne, ki pač Apple končno prepričal založbe, da dajte ljudem pač prodajati posamične komade, mi jim bomo lahko zaračunali, ne. Pa je tisto kar nekaj cajta laufal, ne, pa je mogoče malo podaljšal grozo, ki se je zgodila, ki so MP3 prišli, ne. Če to še kje drugje šlo skozi, bi bilo super, ne. Ampak tisto, kar jaz pol vedno rečem, pa me ljudje čudno gledajo, pač, pri nas kreditna kartica pač ni samoumevna, še vedno, ne. Kar je po svoje dobro, če Američane gledaš, ker tam se je to res izrodilo v neke take suženjske odnose z bankami, ne. Ampak pač samo pač denar svoj spraviti na internet, jaz si upam reči, šele v zadnjih, sploh ne upam reči 5 letih, v zadnjih 3 letih je to mogoče ratal malo bolj tako, rekel, dostopno ali pa brez fulene frikcije. Ne. Hkrati pa, ne, na drugi strani, koliko že govoriš o umetnikih pravic, ne, so pa tukaj vzpostavljeni neki sistemi, ki so zelo pač skoraj nočijo, da bi kdo v kakšen film videl. No. Pač to res sploh ne rečem. Tako, mislim, jaz bi tudi rad imel neko zbirko slovenskih filmov, pa bi dal denar, bi bil nek streaming servis, ne. Nekje, ne, pa grem staviti, so te vi bolj vedeli, ne, s temu fohu je to praktično nemogoče, glede na to, kako se pravice parcelirajo, ne. Ampak se že spet vidi, da pa obstajajo zdaj produkcijske hiše, ne, kle sploh Netflix je v spredju, jaz ne govorim o kvaliteti, govorim samo o modelu, nočem to, ne, na to speljati. Ampak oni karkoli posnamejo, se nekako ve, da bo po celem svetu, ne, in to marsikaj olajša v resnici. Ne. Jaz mislim, da se piratstvo veliko bolj efektivno iz te strani napada. Ne. V končni fazi tudi pri nas. Zato izmeram tako rečem, ne, to, da so se začeli pametni, ne, v narekovajih televizorji prodajati, kjer so dejansko je možnost nekih aplikacij v vsakem domu, ne, zdaj gre za te velike streaminge ali pa tudi recimo jaz, ki na RTV-ju delam, ne, tudi RTV ima svoj app, ne, to so ful veliki koraki v resnici, ne, ki bojo, mislim, da veliko več naredili, neko, ker da greš danes se je blokirati po kakršnem koli, pa no, ne pravim, da zdaj ni prostora tudi za to, ne, sam tako, no, jaz mislim, da pri nas je sentiment še dosti slab. Jaz upam, da je COVID vsaj nekaj dobrega naredil v to smer. Ne. Tako vsaj, ko govorim s kolegi iz časopisov, so kakšnim digitalne ročnine, končno so se malo premaknile bolj resno, ker se ni da več v trafiko. Ne. Jaz upam, da bo tudi pri filmu, ampak jaz kle res premalim, ampak doskrat tako, vsaj iz mojega perspektive zgleda, da sploh recimo pri filmu se mi zdi, da so neke barijere vmes, ki jih jaz res ne razumem, glede teh pravic, pa kdo je producent, pa za katero državo, pa kje je bilo snemano, pa kam to lahko gre. Pa ne, jaz to res ne razumem tega, ampak se mi zdi, da kle mora tudi še industrija filmarska marsikaj narediti, da bo stvar mogoče prej na voljo. Ne. Ker zdaj, če je lahko Tenet, ki je res slab film, ampak se strinjam. Če je lahko hiter bil, pa je Nolan, ne, ker ne vem, če Warner Brothers kaj več denarja daje, ne. Če so ga tako hitro lahko spravili, ne, tudi za denar na internet, ne, moj bog, mogoče se da pa tudi kaj našega tako hitro gor spraviti, pa bi ljudje celo cash dali. Ne vem, veste, ker dostikrat se to tako gleda, iti v kino, ne, je pač družbeno dogovorjen dogovor oziroma izgovor, da ti unmu, ki je film dal, daš denar. Tako je papirnata knjiga, ne, se papirnate knjige ti načeloma nimajo več ful velikega, to bo zdaj ful kontroverzno, ampak ful velikega prostora pri vsej tehnologiji, ki je na voljo, ker je pač teksta, ne. In tudi videofajli niso več toliko veliki, da jih internet ne bi mogel požreti, ne. In je v bistvu to, da greš ti v kino, ali pa da si kupil DVD, ne, je v bistvu sam izgovor, da so človeku dal denar, ne. Zato mesto Gervaisa imam The Office kupljen, sem box set kupil, ne, ker sem mu hotel denar dati, in je bil to praktično edini način. V življenju nisem tistega DVD-ja nikamor dal, ne, imam par takih stvari, ne. Tako da Jaz upam, da se kaj spremeni, pa iz te strani, da se to napade. Da bi pač ljudje tako še enkrat videli, HBO ga ima pa sinhronizirane stvari, pa podnapise, pa je 5 € na mesec, bom pa to dol, ker se zajebavam s torrenti.
Mislim, da je to ful boljša rešitev, kakršen koli dejansko pol deljenje denarja ali pa nabiranje ali pa blokiranje česarkoli. To je bil ful daljši odgovor, kot si pričakoval, se opravičujem. Absolutno, ampak si povedal dosti zanimivih stvari, s katerimi se tudi z vsemi se strinjam. V bistvu meni se zdi največji problem ta spet kompliciranost, ki se je pojavila pri filmih in dostopnosti teh, ker igre dobiš na eni trgovini, dveh, pa povsod so vse igre na vseh trgovinah, bolj kot ne. Za glasbo je enako, pri filmih pa obstaja že toliko teh VOD-jev, da enkrat sem kot hec videl, en je 3 minute neprestano našteval, koliko je teh servisov danes, na kere se moraš naročiti. In se mi zdi kar grozen to, in to tudi zaradi tega je tudi porast piratstva spet, ker naj bi VOD uničili kabelsko in vse probleme s tem, ampak so pa pripeljali nove probleme. Miha, zanima me, kako ti, ki si se pohvalil, da v bistvu vse gledaš legalno, pa to, kako ti to sploh ratuje, kaj vse uporabljaš, da prideš do del? Ja, predpogoj je, da nimaš pretiranih apetitov. Ker sem bil molo, sem hotel videti vse. Zdaj sem se navadil, da ni treba vsega videti, ker vse tudi ni dober. Filmov je v bistvu ogromen, kar je dober, ampak malo je pa res dobrih, kar pa ni dober. Tako da dostikrat se zalotam, da brskam po Netflixu, na Netflix sem pač naročen, na ostale ne. Redne televizije skoraj ne gledam, razen preko neta. In potem na Netflixu brskam, morda kaj najdem, morda ne. Dostikrat se pa zatečem nazaj v svojo zbirko, ki tudi ni ne vem kakšna, ampak približno 200 plus DVD-jev z raznimi klasikami in se pa spet znajdem s kakšnim Altmanom, Kubrickom, Kurosavo, Fellinijem, ne vem, s tistimi filmi, ki so me pač fascinirali v mladosti. Tako da ne rabim. No, zdaj se včlanjujem tudi v Evropsko akademijo, da bom videl te evropske filme, lahko tudi po netu, ne, te, ki so nominirani za Evropske filmske nagrade. Pa je pa seveda še klasika, ki je v zadnjem letu odpadla. Od tega, da greva s Tamalim v pač Kolosej, do tega, da greva ali pa grem v Kinodvor ali pa Kinoteko. To je pač prednost tudi nas Ljubljančanov, ki imamo vsa ta kina na voljo. Pa je pa še festival slovenski, kjer pogledam večino, kar se da slovenskih filmov itd. Je pa res tudi, kot je Anže rekel, to je tudi naš problem filmarjev. Tudi mi bi radi dajali filme v čim širšo pač možnost ogledov, ampak je kar nekaj ovir. Ena je recimo na VOD-ju je ekskluziva, če imaš na voljo, ne moreš zdaj nekam drugam. Je pa res, da smo mi že leta 2010, še v času, ko je bil film Gremo mi po svoje v redni kinematografski distribuciji, smo ga dali v končni fazi, v izteku, to je bilo nek med zimskimi počitnicami, se pravi v tem februarskem nekje času, igral je od oktobra naprej do februarja, marca, smo ga dali na platformo, takrat je bila Siolova in se je v nekaj dneh nabrali nekaj tisoč plačanih ogledov, downloadov, to so bili tisti za 24 ur neki. Mislim pa, da je bila to publika, ki je že v kinu videla, Mularija že videla, pa si je želela še enkrat, pa je pameten oči rekel, lej, povab še 2-3 prijateljčke, tle so kokice, kupil bom film, imate ga 24 ur, da ga gledate, če čete 5krat in je to win-win situacija. Njemu ni bilo treba še enkrat pelati bande v Kolosej in tam kupovati predrage vodo in kokice, ampak so imeli doma lepo zabavo. Zdaj, to, da ti gre pa na internet, pa ni seveda za nas nobena zabava, ker ni nobenega finančnega efekta nazaj in vemo pa, kaj s temi financami lahko naredimo. Avtorji lahko čakajo med 2 projekti, pripravljajo nove, producenti lahko vlagajo v razvoj novih projektov itd. Se pravi, če bi od vseh tistih ogledov, ki smo jih imeli recimo na nelegalnih platformah, dobili po kakšen evro od ogleda ali pa 20 centov od ogleda, stvari grejo v nekaj 10 ali pa tudi nekaj 100 tisoč nelegalnih ogledov, pa si lahko zaračunamo, kaj bi to pomenilo za razvoj stroke doma.
Seveda vsi filmi niso toliko gledani kot določeni mladinski ali pa komedije, ampak kljub vsemu. Nekaj se nabere, kar se lahko vlaga potem naprej, tako v razvoj avtorjev kot v razvoj projektov. A ti dobiš kaj za svoje filme ali ne? Na kak način sploh dobiš to, kako to deluje? To je seveda vsak avtor ima dogovor z producentom. Jaz sem se zmenil z Danielom Hočevarjem, za Dotična gremo in po svoje, da imam določen procent od prodaje filma v vseh možnih oblikah. Lahko tudi povem, da je to pač 10%. Temu primeren je bil manjši pač honorar za scenarij in režijo, manjši, relativno gledano, ampak pač nekaj potem naj bi kapljalo skozi leta. Potem proda spet na televizijo, pravice čez 5 let minijo, spet proda, se spet nekaj, recimo 1000 evrov dobi za naslednjih 5 let uporabe in od tega nekaj meni pač pripada, kar je cool za te vmesne čase, ko čakaš in pripravljaš naslednji projekt. V Sloveniji, če film, recimo tvoj film na nekem VOD-u, a imaš kaj od tega ali nimaš? Ja, od tiste, to je pa spet situacija, kjer je pač odvisno, kakšno pogodbo je producent sklenil z VOD-om, ampak jaz mislim, da in za film Jebiga, ki ga ima moja produkcijska hiša in za Gremo in po svoje, je šlo za odkup za pač 5 let, se pravi neka številka, fiksna številka in ni važen polot, koliko oni niti ne poročajo, koliko so imeli ogledov. Zdaj pa, Peter, če se navežem, vsi te VOD skrivajo bolj kot ne svojo gledanost, a ne? In to je seveda strateški trik, torej, če lahko poveš kaj, zakaj je temu tako? Jaz bi temu rekel legalna piracija, če lahko tako. Zdaj, z VOD je več problemov, seveda si vsi želimo čim več vsebin in da lahko plačamo zanje in da lahko gledamo od namoglosti in vse, ampak Netflix plača za eno serijo, za eno epizodo za vedno 25,000 evrov vsem, ne, ki so na tej epizodi. Recimo, to so bili neki podatki, ki so prišli ven, seveda ne uradni, ker uradnih ni. To so take bizarne številke, ne, v bistvu lahko s kartami, kinokartami, ker vprašanje, če se bo pač ta industrija sploh kdaj pomogla kino, ne? Ampak s kinokartami bi to prinesel noter skoraj takoj. Zdaj, ne sem tale, zakaj je tudi ena od ovir, zakaj ni vsega na VOD platformah, pa zakaj tudi v bistvu filmarji včasih ne dajo stvari na platforme, pa bi le dal, je ravno tale, temu se reče v strokovnih krogih value gap, a ne? Se pravi, najbolj popularen je ta value gap od YouTubea, ki je v bistvu nelegalno predvajal glasbo in se še zdaj z mnogimi niso zmenili sploh za tarife. Oni so zaslužili milijarde dolarjev na teh predvajanjih in ogledih, medtem ko so imetnikom pravic plačali smešne cifre, ne? Samo v Franciji, recimo zdaj za Netflix, da se malo bolj osredotočimo na audiovizualni sektor, zdaj se namreč za novimi direktivami, ne, v Evropski uniji začelo pogovarjati s tem, da morajo kljub temu servisi nekaj investirati nazaj v film in podpirati lokalno produkcijo in imeti neke kvote in vse. Upam, da bo Slovenija tukaj dovolj pametna, da se bo zgledovala po Franciji, ne pa po recimo Grčiji, ampak tam je bila debata takšna, da v bistvu morajo potem vlagati v neodvisno produkcijo določen delež svojih prihodkov. Tam so šli, mislim, da na 20, ne bom rekel koliko, ampak kar na velik del prihodkov, se pravi, mislim, da so govorili o 10%, ampak nisem zdaj siguren, da me drži za besedo, kar je pomenilo, da v bistvu bi lokalna neodvisna produkcija dobila kar velik denar, glede na to, da v Franciji Netflix samo glede na število naročnikov pa neke ocene dobi skoraj milijardo evrov letno, ne? 960 milijonov evrov letno. Zdaj, to je ena, mislim, to je par ovir, zakaj mogoče ni vsega dostopnega vse povsod, ne, ker pač včasih ena, recimo,
ena kinokarta prenese recimo 1 evro, a ne, za ta 1 evro moraš imeti pa ne vem koliko 1000 ogledov na Netflixu, a ne, to je čist neproporcionalno. Hkrati pa seveda Netflix je povečal svoje dobičke, recimo še posebej s tem to pandemijo za več kot 30%, ne, in je tudi tukaj pride pol do tega value gapa, ki sem ga prej omenil, in tudi tukaj se pol v bistvu vsi sprašujejo, čak malo, zakaj nas pa toliko stiskajo, ne, te platforme. Pač platforme so večinoma ameriške in tam je pomembno sem dobiček in zdaj, če oni lahko dobijo kaj brezplačno oziroma zastojno oziroma se lahko spogajajo za ne vem kako ceno, je to okej, ampak po drugi strani imamo pa tukaj konkurenčno pravo, ne, ki bi moralo varovati šibkejšo stran v pogajanjih in tukaj pa zopet čakamo neke sodne prakse, en del sodnih praks je že bil, ampak v glavnem je treba tukaj še narediti veliko na tem, da se bo tale dobički, ki se ustvarjajo z pač repertoarjem, ki ga daje imetniki pravic gor, da se to povrne na nek pošten način. Ker, kako bi rekel, Netflix brez vsebin je samo ena spletna stran, ki lahko gledate. Ni nič kaj posebnega, temu tako rekel. Zdaj pa še eno repliko sem imel na debato malo prej, da v bistvu je full fine, če imaš te, če si naročen na karkoli in lahko gledaš full stvari, v bistvu se ugotovi, pa da bo kabelska retransmisija umrla. Ja. To ne vemo, če se bo ravno zgodilo, ker Netflix pa HBO pa vsi te platforme ima en velik problem. Se pravi, ti ko odpreš televizijo, žgeš televizijo, gledaš en kanal, je nek urednik pogledal neka audiovizualna dela ali pa jih je pač prebral vsebino ali pa in jih je zložil neko smiselno celoto. Pri teh VOD platformah smo pa mi svoji uredniki. In to je včasih problem, ker večina ljudi v bistvu browza oziroma pregleduje Netflix. Se pravi, poprečna družina porabi 45 minut, preden se zmenijo za ogled enega filma. To tudi ni ravno časovno učinkovito. Tako da tukaj je še veliko stvari za narediti. Mislim, da prihodnost je seveda svetla, se pravi, piracija definitivno se zmanjšuje z dostopnostjo do vsebin in to je samo dobro. Samo moramo poskrbeti, da je, ja, tudi v Sloveniji, seveda. Moramo samo poskrbeti za to, da bo pač neko ravnovesje, ne, doseženo tudi glede teh dobičkov ekonomskih in vsega tega. Se pravi, zdaj morajo države implementirati par direktiv, ki bo upam, da temu pripomogle. Nažalost pač Slovenija vedno ta zadnja, ne? Vedno najmanj restriktivno neko gleda na te stvari, ampak to ni dobro za pač Slovence. Ne? Se pravi, če Slovenci ne bomo poskrbeli za slovensko kulturo, Nemci ne bojo skrbeli za slovensko kulturo, ampak bojo skrbeli za nemško kulturo. Zdaj mi pa nažalost nimamo dovolj modrih uradnikov ali pa politikov, da bi to zaenkrat spregledali. Upam, da se to spremeni. Ampak dejansko je treba še veliko narediti, preden bomo imeli neko ustrezno zakonsko podlago, ki se morda potem spet prelije v prakso. Nažalost je tako, da včasih tudi, če imaš dober zakon, ga ne moreš realizirati, ker je drugih enih ovir toliko, da ne gre. Tako da to, no. Mislim, da zdaj je najbolj ključen trenutek v celi zgodovini avtorskih pravic, ker se v bistvu vse seli z novimi direktivami in to implementacija teh direktiv se bo prvič v zgodovini človeštva vse preselilo iz materialnega sveta in se bo odprla neka debata v digitalnem svetu in se odpira ta debata v digitalnem svetu. Tako da, evo, tukaj moramo biti pač modri, pametni, včasih postaviti malo večje meje, kakor pa se prodati zastojno. Anže, imaš ti kakšne podatke ali pa vsaj nek občutek, kako je pri tem tiskanem mediju, ki je zdaj recimo online, če jaz hočem na Financah prebrati nek članek ali večer, moram plačati za to ali se naročiti, ali ljudje to prakticirajo? Ja, valjda, nekih resnih podatkov nimam, ne, ampak saj tako, kot sem slišal od kakšnih kolegov, ki še delajo v tiskanih medijih, ne, zdaj se je pač obrnil, ne, mislim, ni vse v redu, ker to še zmeram ne nadomesti, ne, v njih fizičnih naročnikov, ne, ampak se je saj začelo to smer premikati, ne, je pa res, da tako pa jaz moj žalostna misel, ki imam, ja, šele, ker nisi smel ven, a ne, se je to dejansko spremenil, ne. Je pa tako, no, jaz sem o tem res, jaz zdaj tako, se mi zdaj kada malo golfan, ker sem pač na nacionalki, ne,
ki je zdaj v narekovajih zastonj, oziroma je ta naročnina, se je to namo šli za te zgodbe. Čisto tako, kar se tiče nekoga, ki nekaj pač dela, jaz lahko te stvari zdaj kar gordam, in je to zelo, zelo drugačen občutek, kot prej, ki je bilo pač zaklenjeno, ampak zdaj spet hkrati je tisto, kar bi rekel, je, te tehnologije res grejo naprej, zdaj od ljudi denar zdaj je na internetu, tako da jaz vidim kakšen drugačen vzorec obnašanja, ali pa navade. Mogoče ne ljudje, zdaj če smo 60-80 rojeni, mogoče te 2000 rojeni, bojo pa znali na te stvari drugače gledati. Pa se mi zdi, da nekaj, kar se dostakrat tako pozabi, se mogoče ne vem, koliko je to pri filmu, ampak jaz saj pri glasbi imam tak občutek, da se polustvarjalci že napreden, preden karkoli naredijo, že malo približajo s potencialnim kupcem. In je pol ta transakcija malo drugače narejena, kot samo zdaj. Kaj bi pa danes šel gledati v kino, ampak je tako človek, ki ga spremljam na spletu že nekaj časa, je nekaj naredil, kako ti lahko dam denar. Jaz mislim, da te stvari so se začele malo dogajati. Jaz sem vedno bil nekako optimist. Je pa res, da tako film je imel še to neko bariero, se mi zdi, bariera, ki je v bistvu mogoče celo služila vam, filmskim ustvarjalcem, ker so bili to tako veliki fajli. Jaz se spomnim iz teh debat na začetku, res so sploh za časopise. V Ameriki je bila ena super debata, ki je rekel, en kolumnist, ki je delal zdaj za nek časopis, resmo, ki je bil samo v Bostonu, je pa nek človek, nek tamav je to njegovo kolumno dajal na net, da je lahko cela Amerika brala. In zdaj rekel, ta v bistvu krade moje delo, ampak mi dobro hoče. Tako, ker s tekstom je to dosti simpel. Audio je bil zelo hiter za tem, ker tudi niso veliki fajli, zdaj pa tudi filmi, zdaj, če ne gremo hočem imeti lossless Blu-ray, pa 25 slik na sekundo, pa tudi nekaj, ki s tem H2, kaj je 5.4, kaj je že ta kodek, nekaj, ki je s tem enkodiran, to je že za pogledat, a 6.4, pardon. To je tako že za pogledat in to so zdaj tako, zdaj se tako okoli giga, ki se pogovarjamo, to zdaj ni več, moram prodati ledvico, da bom imel tok interneta, tako kot je bilo včasih. In tukaj sem pa pol malo pesimist, ker vidiš, kaj se je, kolikor poznam pač glasbeno industrijo, kako je s temi streamingi, kjer ljudje res dobijo kikiriki za predvajanje skladbe. Jaz ne vem, kako se bo film v resnici temu izognil. Ampak tukaj bi res tako ločil film pa video kot tak, ker vemo pa, da video, ne da bi zašli, ampak YouTube, kakor je po svoje najbolj grozna stvar, ki se je zgodila video na internetu, je po drugi strani za kar nekaj ljudi pomenila pa pot do tako, mislim, ne samo preživeti, ampak tako finančnega uspeha z ustvarjanjem video vsebina. Sicer res tako hodičevsko pogodbo z Googlom, ampak se tudi da, zdaj kako je s tem v Sloveniji, to mogoče Lukaš najbolj lahko reče, ampak tako, video je bila še ta zadnja meja, ki je zdaj res, mislim, da že padla. Ker ko enkrat daš na nek osnoven paket na telefonu človeku 50 giga, recimo na mesec, tudi video ni več težava v resnici, če saj malo paziš, prej pa vedno bla. Tako da je zelo tako, ful optimizma, ampak hkrati vse ostalo, ki pogledaš, ne, upam, da se dobro zdilate. Je rekel, ker nima nič kle zraven. Ko se te tam male omenil, se mi zdi, da se učijo na en tak zanimiv način, da morajo dajati denar za stvari. Sicer to najbolj vidim pri tem, ko gledam te gamerje na Twitchu ali pa na YouTubeu, ko oni samo igrajo, nič ne ponujajo razen tega, da igrajo in oni jim veselo dajo denar za to po 3, 4, 5 tudi po 100 in plus evrov. Samo eno stvar, kar se tega tiče. Tisto, kar je meni zelo fascinantno, je, da se je to zelo v tej gaming kulturi prijelo. To ne velja za cel internet. In tukaj vidiš, kako se lahko navade zgradijo. Če bi bilo to zdaj za cel internet, res rečeš, ok, se je to zdaj zgodilo. Ampak meni je, kar mi je najbolj zanimivo, da je zelo en ta segment. Je pa res ljudi navadil, da je fajn, če komu daš denar. To, kar je mogoče naša generacija čisto spustila.
In kle pa res vidim, kle sem pa tako kar orenk optimističen, da mogoče se bo to še kam drugam prenesel. Je pa res to, kar sem rekel, te ljudje so na internetu kar velik, ne, ni tako, da mrknejo za 2 leti, pa potem projekt vam pade. Kar je pa pri filmu, jaz čisto razumljivo, da je tako, ker je pač to produkcijsko čisto ena druga žvala, ne, ampak ta connection oziroma ta povezanost z potencialno publiko, poševnica, ljudmi, ki ti bojo dali denar, ne, je pa nekaj, kar bi se lahko čisto vse industrije naučile, od medijev do filmarjev, do glasbenikov, ne, pa da se na novo vzpostavijo te navade. Ne. In tle so gamerji kar taka lepa svetla luč. No. Jaz se sprašujem, skozi planiram nekaj v življenju, da bi naredil en 1 hour special, v tem smislu, ne stand-up, ampak neko igrano zadevo, in da bi jo dobesedno prodajal na internetu. In me neizmerno zanima, koliko bi bili ljudje pripravljeni plačati za to. Oziroma ne koliko, ampak če bi bili. Tudi če tako samo 4-5 evrov, a je to že sprejemljivo za ljudi, da plačajo za nekaj tasga, ali ne. In toliko me to zanima, da bom to dejansko sprobal, pa bomo pa videli, kaj se iz tega naučimo. Tudi če skupimo vse, je bil fajn eksperiment. Miha, mene pa zdaj tudi zelo zanima tvoja izkušnja z Gremo mi po svoje. Ja. Se pravi, tukaj, ko recimo režiserji naredimo nek film, jaz sem tudi naredil hosterja in me je zelo skrbel, kaj bi se zgodil v primeru, da ta film pride na net, predno sploh pride v kino, ali pa da pride na net tudi še, ko je v kinu. Verjamem, da nam tukaj v Sloveniji to naredi kar veliko škodo. Disneyju se to seveda nič ne pozna, ampak tukaj se je to tebi dejansko zgodil, pri Gremo mi po svoje. Se pravi, če poveš kaj o tej izkušnji. Ja. Izkušnja je bila, več jih je bilo, pa zelo so bile zanimive. Mi smo že v osnovi, ko smo film ustvarjali, leta 2009, 2010 je ven prišel, smo začeli bombardirati, če se lahko tako reče, Facebook publiko, graditi neko svojo bazo točno na internetu. Se pravi, da je bila to in kino publika in internet publika. V ta namen smo tudi dali veliko vsebin zelo zgodaj ven, od napovednikov do glasbenega videospota, do kratkih odlomkov filma. In ko je film prišel ven, še note, glasbo, da so se lahko naučili besedila, take malenkosti, intervjujčke seveda in to, kar nam je potem pomagalo pri neke vrste pogajanjih z Partisom, prek katerega je film prišel ven, še v času distribucije po kinih, ko se je že videl, da gre za uspešnico, ne, če tako rečem v narekovajih. Namreč mi smo trdili, da smo veliko dali internetni družbi in da naj tudi oni pomagajo in da naj bremzajo. Tako da so potem na vsakih par dni film snel dol, ga spet malo pustili, ga spet snel dol in s tem zmanjšali škodo, ki bi sicer nastala. To je bil en tak kao gentleman's agreement z Partisom, da so razumeli, da smo mi v bistvu pristaši tega, da internet živi in da je relativno svoboden, ne pa da ravno vse vsebine, ne, ki grejo pol pa res nam v ekonomsko škodo. Se pravi, nekaj smo vložili, da smo tem ljudem nekaj dali, naredili posebej videospot, posebej to, posebej uno, šerali z njimi, se pogovarjali, debatirali in dajali možnost kritike, odzivov, vsega tega. Torej naj se to šteje nekako naš prid in to je Partis nekako razumel in nam recimo temu delno pomagal pri tej omejitvi pač šeranja po internetu. Druga izkušnja je bila pa recimo ena zelo zanimiva z Bolho. Na Bolhi se je namreč tudi še v času predvajanja filma v kinematografih pojavil nek modelček, ki je enostavno prodajal DVD-je z filmom v oklepaju original, preslikal je plakat, naredil ovitke in pač prodajal DVD po kar orenk ceni, tako ne vem zdaj, koliko je bilo točno, ampak to, kot da bi DVD kupil v Big Bangu skoraj, mogoče malo manj. No, pa smo ga klicali iz pisarne, jaz sem ga klical, da me zanima, nisem se takoj predstavil,
ampak da me zanima, odkot mu ta ideja. In je rekel, ja pač, to je moj biznis, ne. Sem rekel, ok, koliko si pa star? Pa je rekel, ja, 17. Dobro, to je torej tvoja olajševalna okoliščina, ker si mladoleten, ampak imaš pa tudi starše in jih bomo mi zdaj poklicali, razumeš? Ja, razumem. No, ampak dajmo se midva nekaj zmeniti. A bi ti bil sposoben zagotoviti tudi kakšno večjo serijo, ne? Kaj pa vem? Ja, koliko vas pa zanima? Ne vem, 200 komadov teh DVD-ev. In je bil tak trenutek tišine, ja, bi se dal zmeniti. Sem rekel, ok, ampak glede na to, da sem jaz avtor tega filma, ne, režiser in scenarist, a bom dobil kakšen popust na to količino? Je bila še malo daljša tišina. Rekel, ja, mogoče bi se dal tudi to zmeniti. Pa smo pa pač zagrozili, ne, zdaj po telefonu, da bo policija in tako, in mislim, da je pol tudi policija obiskala starše, ni bilo sankcij, nismo zahtevali sankcij, ne vem kaj, ampak neko opozorilo, da fant pač s tem naj neha, ker to vodi v še hujše prakse v bodočih letih, kaj bo prodajal. No, moram pa tle omeniti zraven eno zanimivost, ko je producent klical na Bolho, ne, se pravi v pisarno te slovite Bolhe, in rekel, lejte, tukaj en tip prodaja našo avtorsko, če temu tako rečem, poenostavljeno lastnino, ne, kako vi lahko to omogočate? In oni so rekli, ja ne, mi se ne ukvarjamo s tem, kaj kdo prodaja. Mi samo omogočamo, da prodaja. In potem je producent rekel, ok, torej, če bi nekdo na vaši Bolhi prodajal kokain, bi bilo to v redu, ker to vas ne zanima, da prodaja kokain, pač pa mu samo omogočate, da nekaj prodaja. No, pa so se pa zdrznali in so umaknili dotični oglas. No. To je bilo je pa neroden, seveda, ker tudi ta verzija, ki je prišla na internet, je bila žal še nedokončana verzija, ker je zginila iz ene televizijske hiše, kjer se je ta film, pa ne bom zdaj, da mi ne bojo še malo skrajšali kariere, katera televizijska hiša je to bila, ampak zlahka se da pogledati na špico. Podnaslavljali so pač film in iz tiste ekipe je šlo gor. Imeli smo 11 osumljencev možnih, ki so tisto noč, ko je to šlo gor, delali. Lahko bi zaostrili, ampak seveda bi se s tem onemogočali pot naprej na tej televiziji. Bilo je pa neroden, ker je bila nedokončana, efekti še niso bili čist fertik, to je bilo mišljeno še za festival, ni bil še film čist konc, in potem je bila ona papiga, ki pač tam nastopa, ki je pač CGI, narejena v računalniku, je bila še bolj cepelin kot pa živo bitje. Tako da nam je šlo to škodo, potem nekdo pogleda tist, ne, recimo odlonk pa reče, kakšna jajca, to pa ne bom še zgledati v kino, pa hoče od mene, 5 € so znoreli za tole leseno papigo, tako, tudi take stvari te lahko, ne. Tudi če rečem ta grozljiva, jaz že zato nisem hotel gledati piratiziranih filmov v začetku, a ne, tudi VHS-i so bili včas, no, to smo naleteli na piratstvo, v VHS časih, VHS na VHS na VHS na VHS in si dobil tako kopijo ven domov, si jo sposodil za denar, ne, pa si dobil tako kopijo, ki smo rekli, da ti oči ven scuza, ne, sem se pač izogibal temu, ne. In tudi v zgodnih fazah interneta, ki te prej Anže omenil, je bil to velik problem, danes pa ni. Tudi televizori so šli naprej, programska oprema je šla naprej, tako da lahko res dobiš tudi zelo hudo piratizirano verzijo, ne? Da noben niti sladokusec ne more reči, to je pa eno sranje, ne bom tega gledal. Ja. Jaz resmo, kar se teh likov tiče, imam jaz eno zelo weird zgodbo. Jaz sem po enem, še zdaj ne morem verjeti, kakšnem naključju, ker sem bil čist kot turist v Ameriki, to je zdaj že 5 let nazaj, je pač nekdo, ki dela na HBO, se pravi v corporate officih, ki nima toliko veze s filmi, on tako daily pregleduje, pač je poslušal ta moj podcast, ker sem imel par tudi angleških epizod, je bil tako dosti fan, tudi šalco je kupil, takrat sem imel šalce, in je tako, prid, pa boš si videl, pač so neko, tako jaz sem rekel, ok, jaz tam vidim preko meja, se tako, pač prid, pa bomo že, ne, tam malo pelo naokoli. In sem šel tako po pač pisarnah HBO, tam v Santa Moniki, tako karepsko, no, pač kar en model. Res. Oh, wow. Ja, in sem tako videl, kje producenti, tako od Game of Thrones sedijo, pa Silicon Valley, pa tako, ne, pa mislim, da sem videl glih neke dailye, ki jih je on pregledoval od mogoče res glih od Silicon Valley, tako, veš, klapo sem videl, pa tako weird, res weird, pač nisem, ne, ampak tako pa tam okoli hodila, pa mi je pokazal te njihove editing baje, ki je res fancy izgledal. Pa so šla pa tako eno sobo, pa tako en rek serverjev, ne,
Rekel, evo, iz Kle gremo pa epizode naprej, a ne. Kao, ne. In sem rekel, kaj pa to, ki pride prej ven, ker je glih blok, je Game of Thrones, ne, mislim, da so mislim, da krene 4 epizode so likelne, ne, ali tako glih takrat, no, neka ta kontroverzna je bila. Pa sem jaz rekel, kaj pa s tem, pa je rekel, vse realno vemo, kdo je bil, ne. Pa je tako, pa kaj pa, je rekel, je pok je enkrat od zunije, je rekel, Amerika je tako velika, kavo, mislim, kva. Ker so začeli tako malo enkodati te, ne, tudi for your consideration so dajali, ne samo timestampe, je rekel, da imajo par prijemov tako, ki jih pač dajo, da vejo, komu se kaj pošlje, ali pa saj grupi ljudi, ne, zato me je to spomnil, ki mi je rekel, imamo 11 osumljenih. Tako da tudi tam so nekako vedeli, no, ampak tako mi je bilo pa, tisto, kar je mene ful presenetilo, se to nima toliko veze, ampak tako, si misliš HBO, Game of Thrones, ne, največji show v zgodovini človeštva, server Rex gledava tako, kot neki na Radio Študent. Mislim, tako je. Tako, kot smo imeli na RS od zgari, v marca, par mašin noter, diski, tako ni. Vse ima lepšo, žice so malo lep zvezane, ampak tako, ti smo je kar malo pomirili, da tudi pri njih je tako, lej, folk tam dela, ne, in tudi on je rekel, lej, lahko bi vedel, ne, ampak se pa ne ukvarja, s tem bolj skrbijo za to, da pravim ljudem naprej, da jaka sploh ne bi tega naredili. No. Tako sem tak feeling sem dobil. No. Ja. Peter, se ti kaj sanja, recimo zdaj te v tujini, kot si rekel HBO, pa to Disney, to pride ven, ok, ajde, nekaj bomo zgubili, ampak bomo preživeli. Tukaj imajo bolj drugačna zgodba, ker smo tako mehni, zato nam res vsak evro tudi neki pomen, pa me zanima, koliko denarja v resnici gubijo tukaj avtorji v Sloveniji, pa ne zdaj samo zaradi piratstva, ampak tudi zaradi zakonov, ki niso urejeni. Ne morem vedeti, zaradi tega, ker tako se rekel, te podatki v naročnikih so najbolj varovana skrivnost teh platform. Vem pa nekaj, da v bistvu tisti, ki so dal karkoli gora, ne, imajo pač pričakovano zelo nizke prihodke od tega, oziroma zelo težko spremljaš to. Ne. V zakonu sicer obstaja zaveza, da mora vsak producent najmanj, oziroma vsak uporabnik, ne, te audiovizualnih del, pol, tale distributer, bom rekel temu, vsaj enkrat letno poročata, ne, nazaj ustvarjalcem, koliko je bilo dobička ustvarjenega, pa to pa, kot je Miha rekel, mislim, da nikoli ni videl takega poročila še. Tudi od lokalnih producentov, kaj šele od platform. Druga stvar je pa to, da AIPA recimo kot kolektivna organizacija, ki ima neka sredstva, da bi šla lahko tudi tožiti kakšne tele platforme ali pa karkoli tudi narediti, ali pa omogočiti saj malo bolj fair pogajanja, ne? Da ni vsak producent čisto sam, ampak da se lahko pogovarja za nek blanket license, mislim, ne vem, pač malo boljše pogoje ali pa tako. Tega mi ne moramo delati, ker nimamo dovoljenja za to. Ne? In zaenkrat v bistvu gre v znar tujino, pa tisti, ki se individualno kaj izmenil, mogoče dobi kaj nazaj. Tega podatka tudi nimam, ker so to pač zasebne pravne osebe, ki imajo to. Ampak generalno gledano, pri teh platformah se že tako začne, ne? Oni ne plačujejo davkov, recimo. Pa nimajo recimo tudi teh zavez, ne vem, kabelska retransmisija, če tako pogledam, vsak operater kabelske retransmisije, pa vsak izdajatelj programa v Sloveniji, tudi nacionalka, ne, ali pa tudi komercialni, ima, ne vem, 40 ali 50 zahtev, takih večjih, ne, vzglede na zakonodajo, kaj vse mora delati, recimo, ne vem, vse mora biti ponaslovljeno, reklame mora biti v slovenščini, mora biti zelo omejene, ne vem, mora plačevati davke, mora dobiti licenco za oddajanje, mora dobiti, ne vem, frekvenco tudi, ne, še vedno. In take reči, recimo Netflix pa HBO pa prijeta pa na tistem rek serverju, ki ga že prej omenil, odprejo en nabor IP-ov, ki lahko do tega dostopa, ne. To zna vsak srednješolc zdaj narediti, ne, če ne še že v osnovni šoli. In tukaj, zaradi tega je pač tudi taka velik problem v Evropski uniji, pa tudi v Sloveniji, ne, da pač enostavno ni čisti deregulirano vse skupaj. In zdaj, ko se poskuša to regulirati, ne, so vsi ful proti, da bojo ne vem kaj, da bojo morali spreminjati poslovne modele.
Ampak ja, saj to je point, da ti spremeniš poslovni model. Če tvoj poslovni model temelji na tem, da ti v bistvu dobiš nekaj praktično zastojno, ne, in pol prodaš za milijone, je vprašljiv ta legitimnost tega poslovnega modela. Ne. Še najbolj zanimivo je to ravno pri novicah. Ne. Google pravi, kva bomo mi zdaj plačevali, zato ker oni v bistvu v svojih appih konsolidirajo novice in potem prodajajo oglase. Ne. Novinarjem, ki so pa to pisali, pa ne pripada nič, ne, po njihovem. In že klej smo videli, ne, da tukaj ena taka dvojna merila obstajajo. Ne, veš. Če hočemo mi, katerkoli od nas, brezplačno uporabljati Googlove servise, ki so pač servisi, se pravi, ne vem. Ne moreš Google Docsov uporabljati brezplačno tiste verzije, ki je plačljiva. Ne. Pa ne moreš imeti maila svojega v njihovem pač business suitu, če ne plačaš. Ne. Za svoje v bistvu izdelke se vidi, da znajo te platforme izjemno dobro poskrbeti. Ne. Ali pa Microsoft Office ne moreš piratske verzije uporabljati. Ne, medtem ko za tele vsebine, ne, ki so pa pač glavne, se pravi novice, glasba in audiovizualne vsebine, po katerih potreba je pa zdaj med pandemijo, ja, zato ko smo bili v glavno doma, bila na večjem nivoju kot kdajkoli prej v zgodovini in se je v bistvu videlo, koliko so te ustvarjalci potrebni, pa ključen del tega procesa, zato pa ne bi dali pač denarja, ne, zato ko so imeli do zdaj zastojn. Pač, jaz super, sej razumem, da pač to, ko sem rekel že enkrat za na eno drugo vprašanje precej sem tako odgovoril, ja, sej, mislim, da je piratstvo v bistvu neka faza odraščanja. Ne. In zdaj je piratstvo, kot smo zdaj čez to epizodo pokazali, mislim, da se lahko pojavlja v večjih oblikah, na več različnih nivojih, ne, ampak dejansko je to tudi neko odraščanje teh ogromnih platform, ki so full milijard zaslužile na oglaševanju nekih vsebin, ki ni nujno, da so sploh bile njihove. Tako da, se pravim, Evropa mislim, da odrašča na tem področju, mislim, da imamo dobre temelje, da tukaj naredimo pravičen sistem za naprej, ne, ker to se ne bo spremenilo naslednjih 20 let ali pa še več. Ne. Zaradi tega ravno zato je pomembno, da v bistvu gradimo sistem za prihodne generacije, se pravi, da se bojo mladi tudi hoteli ukvarjati s temi stvarmi in da bojo imeli neko dostojno življenje. Ne bom rekel nič tazga groznega, ampak za takšne kot je Miha, čeprav so super, je malo prepozno se tukaj boriti. Ne. Mi se hočemo boriti za takšne, ki še študirajo, pa ki bojo šele ustvarjali življenje s tem. Ne. Pa Miha, brez zamere, se veš, ne, da pač ti, ki moraš imeti, ti imaš na svojo, v bistvu na svoj staž, imaš že tudi pogodbe, že veš, kaj delaš in vse. Te mladi, ki jih pa pol ena hiša pohopsa, pa sploh ne vejo, zakaj gre, te so te prave žrtve take deregulacije. Ja, saj tudi mene moti in kot uporabnika in kot avtorja, če se malo navežem, saj smo že prej to omenjali. Mene kot naročnika Netflixa, Apple Musica, pol pa Večera, Dela in Mladine, recimo, če samo ožji krog tega, kar plačujem mesečno, naštejem, me moti to, da avtorji ne dobimo dovolj iz tega in tudi oni, ki jih jaz snamem, muzičari, glasbeniki, ne dobijo čist malo. Jaz sem pa njihov album si zdownloadal, ker me zanima, ali je kakšen iz mladosti, ki sem sicer kupil ploščo, pa je šla pol v franže, pa zdaj še enkrat, pa ne vem. In me moti iz dveh strani. Kot avtorja me moti, da oni preveč poberejo, in kot uporabnika, da avtorji, moji kolegi iz raznih področji, pa tudi novinarji, ne dobijo spodobno dovolj, da bi lahko nadaljevali svoje delo in ga izboljšvali. Ne, v tem je fora. Jaz bom že nekako priguril do konca, ampak upam res, da bo čez 10 let stvar nekako adakta. Saj bo treba vedno prilagajati zakone novim oblikam tehnologij in ne vem kaj vse, ampak že to, da se ljudje naučijo tega, da ima smisel plačevati. Zdaj recimo v pandemiji, ki si omenil, smo mnogi filmarji slovenski dali v bazo slovenskih filmov na uporabo za par dni spet zastonj naša dela. Nič ni bilo iz tega, ljudje so lahko gledali, hvala Bogu, da so videli, kdo si bo kdaj še enkrat pogledal ali pa dobil malo več zaupanja v slovenski film, ampak to je bilo spet kakor humanitarno.
Evo, toliko. Hvala. Pa v bistvu bi kar ostal na te, pa bi te vprašal, ker sem pred kratkim na Twitterju videl eno kontroverzno debato o tem, kako je en obtožil pisatelje knjig. Že 30 let dobivate denar od te knjige, v bistvu bi po 30 letih mogel se to prekiniti in bi ti mogel napisati novo knjigo, ne, če bi hotel spet služiti s tem, ker 30 let je pa res dovolj. Se pravi, zakaj morajo avtori dobivati denar, če si pa že dobil nek honorar? Ja, to je ta večna debata. Ne da se vnaprej presoditi, koliko bo film, recimo, ne, če ostanemo pri filmu, na trgu zaželjen čez nekaj let. Noben ga ni genija, v Hollywoodu to stalno poskušajo, dajmo narediti uspešnico, pa je flop. Dajmo narediti nekaj brez veze, pa je uspešnica. Ni ga Boga na svetu in ni filma na svetu, ki bi bil vsem všeč. Če bi se vedeli, to bo pa res uspešnica, ok, Hočevar, tle imaš toliko in toliko denarja in to je za forever. In ker sem takrat glih brez denarja, rečem, ok, za forever. Tako nacionalka dela z nami. Ne? Če bi mi rekel, evo ti milijon, ampak nikoli naš nič več dobil. Ok, podpišem, seveda, normalno, ampak noben mi ne bo dal milijon. Daleč od tega. In zato, če potem nekaj, kar nismo vedeli, kaj bo iz tega, ostane na trgu in je še vedno zaželjeno strani potrošnika, naj se sproti še zaračunava. Ne? Prihajajo tudi nove oblike distribucije. Kaj smo pa vedeli pred 20 leti, da bojo videi na zahtevo? Nismo vedeli. Ne? Kakšen vizionar tehnološki je to predvideval, ali pa mogoče so tam v Ameriki že to počasi snovali, ampak tehnologija še ni bila na tem nivoju in se še ni dal. Danes tudi ne vemo, lahko slutimo, lažje slutimo, ker se je taka revolucija zgodila v zadnjih 10-15 letih, lažje slutimo, kako bo šlo to naprej, ne? Kot se je zdaj že prenesel na telefone, ali bo kaj še vse, ne? Ampak ne vemo pa, kaj točno bo, kakšne bojo oblike teh distribucij. In zato mislim, da je smiselno, da se stvari obračunavajo tudi z leti, ki prihajajo. Ali pa kakšen film pa zastara, ni več zanimiv, adijo je, ali je tehnološko, nek recimo žanrski film, akcija ali pa science fiction, znanstvena fantastika. To zna zelo hiter, sam najboljši ostanejo. Kubrickova Odiseja, pa Ridley Scott pa taki, Blade Runner, to ostane, velik del iz teh žanrov, akcijskih ali pa znanstveno-fantastičnih, pa povozi čas. Ene pa ne. Tako da nikoli ne veš. Povej, že. Ja, jaz sem samo hotel reči, mislim, da je ena od ključnih stvari je sploh ta interakcija oziroma transakcija med unim, ki gleda, pa unim, ki je naredil nekaj. Ne? Ker zdaj je sploh možno, da nekomu sploh, recimo, tudi neposredno lahko daš denar. Ne samo z ogledom, pa da pol dobi na podlagi oglasa, ne? Ali pa zato, ker je gledal televizijo, ker je televizija to skupila. Mislim, to je tudi ena taka stvar, kle jaz mogoče vidim še kakšno možnost, da bi te reči lahko malo bolj ferble. In kle je tudi prav pride to, da je video kot veliki fajli ali pa da zagotoviš dober fajl, ni več taka znanstvena fantastika oziroma avtorja ne stane več tako res 2 ledvic, da si nek tak server postavlja, da bi mogoče lahko kaj tudi neposredno zaračunal. In pa so tudi orodja, ki to omogočajo. Zdaj, a so bili že celovečerci v to smer, so bili, ampak zaenkrat so to še eksperimenti. Ampak tukaj bi se znal kaj zgoditi, ker bi bil tak obvod teh streamingov, res ki dajo nazaj. Tako, se mi zdi, doskrat se to zverno gleda po teh starih ozorcih. Jaz sem nekaj naredil, pa ga pa dan, kot je premih rekel, za 5 let tem, pa čez 5 let unim. To je neke take enkratne transakcije. Zdaj je veliko več teh modelov, kako lahko ti človek da denar. V bistvu in je. To je tako ful dobro izkušnjo z tega. Jaz sem tudi pri podcastu, jaz sem tudi rekel, da mi da denar, sem ga so nekaj dajala. Ali pa te kolegi v Ameriki, ki to delajo, ki ima en podcast, ima super, ki je John Syracuse, eden od avtorjev, pa imajo pol, kako smo sta že urala, give Syracuse your fucking money.com, pa te vrže na njihov donate page. Tako, mislim, hoče reči, mene to navdušuje, da je ta možnost tudi neposredne
neposrednega, le jaz ti hočem da denar, ker prej zmeraj smo se mogli iti neko igro, pa si kupil DVD ali pa knjigo, ali pa čez nek proces je bilo treba iti, da si ti unmu, ki je res nekaj naredil, ki je bilo tebi dobro, da si mu dal cash. In zdaj pa počasi prihajamo do tega, da šlo lahko eno dal, tako, lej, ti si pa to naredil, moj denar, ker si to naredil, ker cenim to. Ne. Ja, je pa tle seveda, če te lahko, mal problem seveda pride do problema promocije, kako v gigantskem oceanu interneta ti potem upozoriš nase. Ne. Saj imamo tudi Vimeo Pro, tam se da nekako to, pa tak, ampak kako zdaj v tej res velikanski ponudbi upozoriti nase in pri tem ne zapraviti veliko denarja, ker vemo, da se včasih tudi to pol plačuje, da generiraš ne vem kaj. Kako ne zapraviti veliko denarja, kako si narediti dovolj promocije, da boš le nekaj prodal. Ampak ja, to je cool. Saj to se dogaja, da lahko direktno. Tako, ko lahko danes kupiš direktno čevlje od nekoga, pa ni treba iti v neko gigantsko trgovino s čevlji, pa si zadovoljen. Saj podobno bi morali biti s temi vsebinami. Sorry, ker sem ti vskočil, ampak. Ne, sej to je čisto legit pomislek in meni je klepol ta gaming scena, mi je tako nek tak svetla luč tega, ne, ker je v bistvu neka, bo rekel, nenehna, včasih res že bolana promocija enih ljudi, ne, ampak je neko to neko, res narediš si publiko, no, in razumem, ja, pol Slovenija, pa to, ampak jaz tako, ker sem jaz začel, recimo, če že spet malo na podcaste navežem z 2012, ne bi upal tako optimistično to reči, ker leta zdaj 2021, da bi se kaj tazga tudi pri nas dala, ne, da bi si lahko dosti veliko publiko ustvaril, ki bi te živela. No. Jaz sem kar optimističen glede tega. Zdaj, še enkrat video, večja produkcija, vse to, ne, ampak tle tudi v bistvu to Luka ve, ne, kar sta Goran pa Mario, ne, kar so počeli naprednje, sploh Hostar bil, ne, pa je bilo, mislim, če bi tisti to je zelo težko reči, ampak če bi tisti nekako zalaufali v teh pogojih zdaj, pa bi bilo približno isto uspešno, ne, z vsemi možnostmi, kako bi oni lahko prišli do denarja ljudi, ki bi jim hoteli ga dati, ne, pismo bilo mogoče še malo bolj drugačna zgodba, ne, kot da je bilo pol tu poplačan skozi ta star sistem, smo pa posneli film, pa so pa ljudje večkrat šli film gledati, zato ker so jim hoteli cash dati, pa to so mi oni povedali, da Luka lahko me demantira, ampak so jim folk pošiljali slike, jaz sem ga šel pa že ta tretjič gledati, smo pa kar 5 kart kupili, zato da imeli denara. Jaz ne pravim, da je to za vse, da se v full kart vzemamo pa med in mleko, ne, ampak goddamn, saj ena pot je, ne, ker če pa me meni vprašal to 2015 ali pa 2010, bi pa rekel, zaprimo, vsi smo Američane gledali. Tako je življenje, deal with it, ne. Zdaj sem pa malo bolj optimističen, kar je weird, ker sem starejši, zdaj bi mogel biti bolj zagrenjen. Grajenje publike je ena strategija, ki je uspešna doskrat, ampak da spet je tukaj problem, da gradiš publiko, rabiš spet nekaj budžete oziroma v našem primeru čas. In smo investirali čas, da je sploh lahko prišlo do tega. Kar reči, kjer sem preveč naiven, ker jaz v življenju še nisem nad s filmom delal. Za film mislim, da je to skoraj nemogoče, ker je pač toliko velik ljudi vpletenih. Ja, sej. Ampak za enega stand-uperja, recimo, ki bi se lahko mod posnel doma, pa imel še 2 osebi zraven in to pol prodajo, komod. Me pa zanima pri podcastih, kako je situacija. Podcast je v resnici samo en MP3 file, ki ga ti lahko potegneš in poslušaš offline, online, kakorkoli in ne plačuješ zanj. A je sploh to piratstvo, to ni piratstvo? Kako tudi kot podcaster lahko, kako podcast scena živi? Sej to, ne, zdaj se ful eni veliki premiki tukaj dogajajo, ne, ker na začetku je bilo to res vse pač zastonj, več ali manj, ne. Predvsem to zaradi tega, ker je pač podcast ima to eno res lepo lastnost, da pač deluje na RSS-ju, ki je odprt standard na internetu in je v bistvu ga kar zelo težko zaklenta, ne. Kar res jemljem kot prednost, ker tako, podcasti so se tako izognili YouTubeifikaciji, ne pa Spotifyikaciji. Zaenkrat še, ne, so se res zelo izognili. Prej so bili res dosti zastonj, pa zelo bili podprti z oglasi, ne. Zdaj so se pa že kar so se najdeli načini za monetizacijo, ne. Tle pol Patreon, ki je naredil en tak sistem, pa pol Memberful, ki je hitek Patreon kupil,
Tako so se zgodile ene stvari, kjer se da tudi tako zakleniti zadevo na nek normalen način, da ti ljudje dajo denar, da jo sploh slišijo, ali pa saj nek hibriden sistem, ali pa karkoli. No. Tako da tudi kle se, tudi ena taka čisto zanimiva, ne zelo Apple, ki je v bistvu še vedno ni največji ponudnik, ne, ampak ta Apple podcast, bivši iTunes, je v bistvu največji imenik podcastov. Ne. Mislim, da bo zdaj z naslednjim iOS-om bojo malo spremenili, spremenili bojo dikcijo za naročanje. Ne bo več subscribe, ampak bo follow. Ne. Tudi zaradi tega, da se bo začel malo ločvati te, čim slišiš naroči, se ljudje mislijo, da morajo dati denar, ne? Ne, ampak je pa tudi, meni je pa všeč, zato ker pol tudi druga stran kovanca obstaja. Ti pa rekel, lahko slediš mojemu podcastu, na tega se pa naroč. Ker bom rekel naroč, kle tega pa plačaš, ne? In se mi zdi to super v bistvu, ne? Čeprav je še vedno večinoma zastonj, sploh unika bojo v iTunesu, ne, v bistvu ne bojo zaklenjeni, pa to, ne, ampak tako, to se mi zdi tako dobra poteza, pa že spet en odraz tega, kar si vprašal, ne, kaj se tam dogaja, ne, ker očitno je ratala distinkcija med tem, ne, prej res ni bilo, prej so bili vsi zastonj več ali manj, ne, zdaj se je pa zgodilo, da eni so plačljivi, eni so pa zastonj, ne, in uniki so zastonj so zdaj bolj follow, ne. Pa mislim, da je Gruber je ful dobro zanč napisal, on ima enega zastonj, pa enega, ki je plačljiv, enega piše o tehnologiji, ne, preko tako da follow tega, ne, pa subscribe tega, ne, da se je točno vedel, kam gre kjer, ne, tako da se to dogaja, no, tudi kle je skar optimistično zrem naprej, to za Slovenijo, kle, ki imam največ izkušenj, no. Kjer, če se ne bi tako časovno zaplezal, bi mogoče na eni točki lahko tudi prešali to sam na podcaste, ne, čisto iskreno, no. Peter, primerjava Slovenije in tujine pri nas, kakšna je kaj gledanost slovenske vsebine in tuje vsebine? Eni skozi mislijo, da je kao tuja vsebina tukaj ful bolj gledana, ampak v resnici ne. Če ja, tako bom rekel, ne. Tukaj je največ, mislim, iz iPinga stališča, ki spremlja kabelsko retransmisijo zelo podrobno, je tukaj ena taka uredniška politika, ne, se pravi, da se da ful enih filmov tujih noter v pač program in se potem tudi recimo v prime timeu najbolj to gleda, ampak se mi zdi tako, da slovenska publika je kar izobražena glede kvalitete del, ki jih želijo videti in to je pokazalo tudi to, da imamo v bistvu dosti neodvisnih kinodvoran za tako pač konzumacijo vsebin in tudi, da v bistvu spremljajo nekako to filmsko sceno vseeno čez druge kanale, ker to, ko je Anže rekel, je super, da se to razvija in to je v bistvu res prihodnost, da se odprejo te novi kanali interakcije, ker mislim, da tiska nek ceni pač tudi hoče neki dati ustvarjalcem in tu je cela ta neka socialna pogodba med ustvarjalci in pa med tistimi, ki pač konzumiramo te vsebine, je ravno to, da v bistvu ustvarjalca moraš podpreti zato, da bo še kaj ustvarjal oziroma zato, ker ceniš to, kar je že ustvarjal. Zdaj, glede gledanosti same, moram reči, da so gledani slovenski filmi in itak, če pride še posebej te evropska produkcija, ki je na nacionalki tudi dostkrat zastopana. Po drugi strani imamo pa en kup, kaj bi rekel, vidi se tudi to, kako distributerji prodajajo filme trenutno v kabel, ne, se pravi, za en A film iz Amerike moraš kupiti celo B serijo, ne vem, Chucka Norrisa ali pa Stevena Seagala, ne, in pa se to vrti na vseh možnih kanalih ob nekih urah čudnih in pač to ustvarja nek šum v 24-urnem časovnem obdobju, ki ga pač ima na voljo en linearni medij. Zdaj za online gledanje nimamo podatkov, pač ker nažalost jih nimamo tudi nobenih pogodb s temi platformami in vse, ampak mislim, da je prihodnost res v tem, da naredimo eno dobro lokalno, regionalno platformo, ki bo imela tudi lokalne vsebine malo bolj gore, ne? Ker tudi te direktive sicer nalagajo neke kvote tem VOD platformam in vse skupaj, ampak to je za evropski film. Zdaj, v kakšnem deležu bo potem slovenski film prišel, je odvisno od našega zakonodajalca pa modrosti, kaj bo on v bistvu sposoben, ko bo te kvote implementiral, ampak dejansko mislim, da je pa treba narediti tako indie produkcijo oziroma neodvisno platformo za neodvisno produkcijo, kjer bi lahko res dejansko, ne vem, si pogledal Kekca normalno, ne, res da moraš ne vem, kaj dela, da to narediš ali pa take stvari. Tako da, mislim, da se pravim, tukaj v bistvu sem tudi jaz optimista, ne.
Jaz pa že so se tako rekoč verjetno rodile z računalnikom že nekoliko zgodaj, in se mi zdi, da ta naša generacija tudi v bistvu razume tehnološke omejitve pa tehnološke prednosti in se mi zdi, da smo nekako začeli delati v pravo smer, ampak nismo pa še niti blizu konca in tukaj je ful enega ogromnega potencijala, ki se ga more še izkoristiti. Zdaj, mene žalosti tudi, da AIPA, ki ima sredstva, pa ki ima možnosti zaradi interpretacij zakonov, pa zaradi nekih uradnikov, ki so pač tam na plači in jim ni treba nič drugega narediti, ker se vsak dan štempljati v službi, ne more tega podpirati, pa bi si zelo želeli. Ampak upajmo, da se bo to spremenilo. Mi tudi delamo na tem, da malo odpiramo oči tudi tem ljudem, pa pač poskušamo pomagati neke stvari v letu 2021, da nismo v letu 95, ko je bil prvič sprejet zakon o avtorskih in sorodnih pravicah v Sloveniji. Ampak to je, se pravim, to je proces, in tudi pač eni stvari ne moreš prehiteti. Pač. Ne vem, meni je to super, en kvot, pa ne vem, kje sem ga sicer dobil, ampak 3 nosečence ne morejo v 3 mesecih roditi otroka. Pač ene stvari zavzemajo svoj čas in more pač čas preteči, da se ljudi malo navadijo, da se navade spremenijo, da se kakšne oči odprejo, da se kakšno razumevanje v bistvu ponotranji in potem šele dejansko pride do spremembe. Sem pa, kot rečeno, optimist na tem področju, ker mislim, da bomo en kup zelo sposobnih ljudi v Sloveniji in ta prednost majhnosti, oziroma mi smo ravno prav velika država, kar dostakrat pove direktorica slovenskega MČM-a, kar se strinjam s tem, je to, da v bistvu pri nas moraš biti specialist na večjih področjih, če hočeš kje uspeti. Ni tega nišne specializacije, kar po eni strani pomeni, da mogoče ne moreš dobiti top talenta v Sloveniji, ampak imaš pa en kup talentov, ki združujejo toliko drugih področji, da nam bo slejko prej ratalo. To se zelo strinjam. Pa kot zadnje vprašanje sem te sam hotel še vprašati, ali nas čaka, mogoče, če veš, kakšen slovenski VOD z bazo vseh ali pa večine filmov, a gre kaj v to smer? Jaz mislim, da gre, ampak bomo morali še malo počakati, da se to zgodi. Ne morem pa, nimam čist notranjih informacij, ampak mislim, da se dela na tem, zdaj pa bomo videli, ali bo kaj uspelo ali pa ne. No, važi. Se pravi, optimistično gledam tudi jaz, optimistični smo očitno vsi. Ti, Miha, še nisi nič rekel, a si kaj optimističen? Jaz sem optimističen, vedno bil, če ne bi že verjetno parkrat zamenjal poklic. Sem tudi trmast in sem tudi, pač želim si, da bi bilo dobro za vse, sem nekako naklonjen temu. Ne samo, da eni mlatijo velike denarje, drugi pa životarijo. Mislim pa, da je več predpogojev za ta skok naprej, recimo glede slovenskih filmov pa slovenskih vsebin, je recimo, da mnogo slovenskih filmov trenutno sploh ni pripravljenih za prikazovanje v današnjih zahtevah, ker pač niso digitalizirani in ne restaurirani. Kakšni kekci jih bo treba še enkrat, kakšni starejši filmi sploh, zdaj se recimo eni digitalizirajo, ampak to tudi znatna sredstva zahteva in določen čas, da se vsi ti filmi iz starejših časov, pa odlični dokumentarci, pa animirani filmi in vse, da se to digitalizira, restaurira in potem ponudi na neki platformi, za katero bojo predvsem ljudje vedeli, kje naj iščejo to, kar si želijo poiskati, in pa da bo ta uporabniška izkušnja nadvse preprosta, vrhunska in varna. Da bom odprl, da bom kliknil 3 evre, tlele kliknem in vem, da bojo varno šli tja, kamor morajo iti te 3 evri, se pravi za stroške in za avtorje in za nosilce pravic, obenem pa, da ta moj denar ne bo kam liknil v teh čudaških pay sistemih, da bom ogrožen, pa da mi bomo pa še denarnico spraznili. Ampak mislim, da gre tudi v tej smeri ok. Tako da sem jaz tudi, bi rekel, optimist. Upam pa, da bom tudi še kaj filmov naredil, da bom, kot je rekel Peter, tudi jaz imel še neki kljub letom od tega v prihodnjih dekadah, ko mi bojo moči počasi zmanjkovala. No, super. No, s tem optimizmom bi jaz zaključil.
to debato. Najlepša hvala, ker ste bili gosti. Hvala Peter, hvala Anže, hvala Miha. V veselje nam je bilo, tako da hvala. A je, no super. Ja, evo. ful dobro. Takih debat bi več rabili skozi. tako da. Ja, da se malo vtisne v mindset populacije, da čeprav ne moreš nečesa fizično držati, da je to vse nekaj vrednega. Hvala, še enkrat se slišimo. Hvala. Hvala. Čau, čau, čau. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.